Dober dan, spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni na okrogli mizi Vrhovnega sodišča o Hugu Grotiusu in sodobnih izzivih mednarodnega prava. Ob 400. obletnici izdaje knjige o pravu vojne in miru se bom pogovarjal s spoštovanimi gosti o pomenu knjige, ki jo označuje za eno najvplivnejših v zgodovini prava, s katerim je nizozemski pravnik, diplomat in humanist Hugo Grotius postavil temelje modernega mednarodnega prava. Grotiusa uvrščamo med velikane sodobne pravne in politične misli, ker mu je med prvimi uspelo povezati humanistično tradicijo, pravila rimskega prava ter pomen pravičnosti v zaokrožen in logično utemeljen sistem pravnih pravil, ki so se nanašala na odnose med narodi. Delo o pravu vojne in miru je zasnovalo načela naravnega prava, pravične vojne in mirnega reševanja sporov, kar so ideje, ki še danes določajo ali naj bi določale mednarodne odnose in pravni red, ter so v teh časih še posebej aktualne. O zanimivi življenjski poti Huga Grotiusa in nastanku knjige nam boste najprej več povedala Igor Zemljič in Maja Vauter. Zgodovinar in bibliotekar Igor Zemljič je vodja Centralne pravosodne knjižnice od leta 2022. Med letoma 2009 in 2014 je bil predsednik sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Dejaven je v različnih strokovnih telesih, redno objavlja članke o zgodovini, v zadnjem času pa tudi o zgodovini pravosodja v strokovnih in znanstvenih publikacijah. Bibliotekarka in sinologinja Maja Vauter je v Centralni pravosodni knjižnici zaposlena od leta 2004. V tem obdobju je pripravila več razstav in objavila različne knjige o zgodovini Centralne pravosodne knjižnice in Vrhovnega sodišča. Med letoma 2013 in 2017 je bila predsednica sekcije za specialne knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije. Z nami je tudi vrhovni sodnik dr. Erich Kerševan, ki nam bo povedal več o mednarodnem pravu migracij in sodni praksi Slovenskega vrhovnega sodišča na tem področju. Dr. Kerševan je vrhovni sodnik svetnik na Vrhovnem sodišču in član upravnega odbora Združenja vrhovnih upravnih sodišč Evropske unije, AK Europe. Sodeluje tudi pri delu posvetovalnega sveta evropskih sodnikov pri Svetu Evrope, CCJE. Je specialist za upravno pravo, še zlasti za upravni postopek in upravni spor. Več kot 15 let je predaval na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, objavil je številna znanstvena dela. O razvoju mednarodne prepovedi uporabe sile in pomenu varstva človekovih pravic ter praksi Evropskega sodišča za človekove pravice nam bo več povedala profesorica dr. Vasilka Sancin. Profesorica dr. Vasilka Sancin je 2. junija 2025 uradno prisegla kot sodnica Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. Je prva slovenska sodnica na tem sodišču. Profesorica Sancin je bila dolgoletna predstojnica katedre za mednarodno pravo in Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Med drugim je bila tudi članica in podpredsednica odbora Združenih narodov za človekove pravice in članica svetovalnega odbora Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Nenazadnje je z nami tudi dr. Marko Pavliha, ki nam bo spregovoril o konceptu svobodnega morja, ki je skupna last človeštva, zaradi česar se ga nihče ne more prilastiti, saj ima vsaka država pravico do svobodne plovbe in trgovanja, ter o pomenu Grotiusove misli v današnjih mednarodnih odnosih. Dr. Pavliha je mednarodno priznani pravni strokovnjak pomorskega, transportnega in zavarovalnega prava, esejist, pisatelj in redni profesor na Fakulteti za pomorstvo in promet na Univerzi v Ljubljani. Redno predava tudi na Inštitutu za mednarodno pomorsko pravo na Malti, ki mu je junija 2023 podelila častni doktorat. Preizkusil se je tudi v gospodarstvu, odvetništvu in politiki. Je avtor in soavtor skoraj 50 knjig, med katerimi je tudi njegov prvi roman Potop, izdan prav letos. Dobrodošli in hvala še enkrat za vašo udeležbo na tej okrogli mizi. Zamislili smo si jo tako, da bi najprej vsak od vas imel krajši prispevek, seveda svojega področja, kot sem jih napovedal, na to bi pa sledila še polurna razprava. Začnemo pri zgodovini, začnemo pri tem, kakšno življenje je imel Hugo Grotius, kako je prišlo do tega, da je izdal tako pomembno knjigo in kaj je vsebina te knjige. Prosim, Igor Zemljič, izvolite. Dober dan. Me veseli, da smo se zbrali v tako lepem številu. Jaz bi še mogoče sekundo, preden se lotimo Grotiusa, povedal, zakaj smo se sploh lotili tega projekta.
Namreč leta 2023 smo dobili pismo iz Max Planck inštituta za primerjalno civilno in mednarodno pravo v Heidelbergu, kjer so delali veliki popis bibliografijo Grotiusovih knjig, ki so ohranjene po raznih evropskih knjižnicah. In kot rezultat tega projekta je nastala tale pri ugledni založbi Oxford University Press. Letos je šla knjiga, ki vsebuje tudi 2 naše knjigi, pa tudi knjige iz nekaterih drugih slovenskih knjižnic. Takrat smo v bistvu se zavedali, da v tej naši bogati zbirki knjig, ki jo mi imenujemo Biblioteka Juris Antiqui in ki vsebuje več tisoč starih knjig, vsebujemo nekatere knjige, ki imajo vsaka za sebe posebno zgodbo. In tale knjiga o mednarodnem pravu je bila zato pomembna, ker je bila v bistvu napisana od Huga Grotiusa, o katerem največ lahko zvemo, če gremo na pot v Haag, v mednarodno sodišče, kjer imajo celo veliko knjižnico, posvečeno vsem izdajam Huga Grotiusa. Knjižnica je velikanska, z 21 km polic, hranijo vso njegovo korespondenco in res ogromno zanimivih prvih izdaj o njegovem delu. Grotius pa je zanimiv, ker se je rodil v nekem času, rodil se je na Nizozemskem, ki se takrat osamosvajala izpod španske krone, rodil se je v družini diplomata in humanista, v bistvu Jana Grotiusa, njegovega očeta, ki je bil povezan z številnimi drugimi humanisti tistega časa in zato je tudi Hugo dobil zelo izvrstno izobrazbo. Že pri 8 letih je znal menda grško, latinsko in pri 14 je objavil prvo knjigo in zato je veljal kot neki čudež Holandije v tistem času. To me je tudi omogočalo, da je dokaj hitro prišel do zaključka izobrazbe, čeprav je bil študiral v Leidnu, je doktorat dobil, mogoče bi bilo boljše reči častni doktorat na Univerzi Orleans v Franciji, ker je bil takrat del diplomatske misije Johana von Oldenbarnta, ki je bil v bistvu takrat neke vrste guvernator Holandije in ko ga je on pripeljal do francoskega kralja Karla VI, kjer se navdušili nad njegovim obilnim znanjem, so dejansko bolj takrat videli, kako je fant sposoben. In ko je končal akademsko izobraževanje, se vrnil domov v Nizozemsko, tam je potem postal najprej odvetnik, potem so ga zaposlili kot uradnega kronista provinc, takrat še Republike Holandije in potem je bila v bistvu njegova karijera zelo strmo rasla vse do leta 1618, ko je tale princ Oranski, Maurice Oranski, naredil neke vrste državni urad in so takratnega upravitelja in tudi Huga Grotiusa dali v zapor. Grotius je imel srečo, da je končal samo v zaporu, onega drugega so takoj, čeprav je bil star 81 let in utemeljitelj nizozemske države, obglavili. In tam je bil Hugo Grotius v bistvu začel razmišljati o tej knjigi, v kateri bomo se srečali danes. No, potem je imel srečo, da je pobegnil iz tega zapora in se pobegnil v Pariz, kjer je spet nadaljeval z svojim ustvarjalnim delom. 1625 je izdal to svojo najpomembnejšo knjigo, dejansko pa je bil celo svoje življenje zelo aktiven na področju publiciranja, saj je objavil več kot 32 knjig, pisal je o religiji, filozofiji, teologiji. Če bi se lotili njegove celotne bibliografije, bi videli, da je bil res vsestranski pisec. In zaradi tega je tudi njegova sled v času tako globoka. Kaj več o tej naši knjigi, kateri smo se pa posvečali danes, pa vam bo povedala kolegica Maja. Lepo pozdravljeni. Uvodoma je bilo že nekaj povedano o sami vsebini knjigi, tako da v vsebino se jaz ne bom spuščala. Moramo pa vedeti, da 400 let stara knjiga pripoveduje tudi druge zgodbe. Zgodbo o nastanku, tisku, recimo zgodbo o prvenci, kdo je knjigo kupil, kdo jo je bral. Knjigo je Hugo Grotius začel pisati že v zaporu in jo je dokončal po pobegu v Parizu. In takoj se je začel dogovarjati z znamenitim francoskim tiskarjem Nikolajem Bonom za tisk te knjige. Tako je ta knjiga išla že leta 1625, se pravi pred 400 leti. Ta prva izdaja je imela 3 natise. Prvi natis, s tem so kar malo pohiteli, da so lahko knjigo predstavili na frankfurtskem knjižnem sejmu. Naslednja 2 natisa sta imela že popravke, dodano je bilo kazalo. Knjiga je bila
uspešnica, tako je bila razprodana in tudi Grocius nikoli ni imel v mislih, da je to nek končni izdelek in še ko je bila knjiga v tiskarni, je že začel pisati popravke, se dogovarjati z naslednjim tiskarjem za tisk naslednje izdaje. Naslednji tiskar, s katerim se je dogovoril za tisk, je bil nizozemski tiskar iz Amsterdama, William Blau. In ta naslednja izdaja, druga popravljena izdaja, ki je imela več kot 1000 popravkov, je šla 1631. In v času, moramo tudi omeniti, da je Hugo Grotius s temi popravki odgovarjal tudi na tedanje kritike, ki jih ni bilo malo. V času njegovega življenja je šlo tako 5 popravljenih izdaj. Poleg teh uradnih izdaj pa so išle tudi piratske izdaje. Namreč v 17. stoletju je bila to kar običajna praksa. Avtorskih pravic, kakor jih danes poznamo, takrat niso. Vse te pravice je imel praktično tiskar. Se pravi, vladar, cesar, kralj je tiskarju podelil privilegij, se pravi izključno pravico za tisk in prodajo knjige na določenem ozemlju za določen čas. Hugo Grotius v knjigo je sprva imela ta privilegij za francosko ozemlje za dobo 10 let in pa na ozemlju Svetega rimskega cesarstva za dobo 6 let. In ker je bil Hugo Grotius politični izgnanec, ta knjiga nikakor ni mogla imeti zaščite pa na nizozemskem ozemlju in tu so se te piratske izdaje nemoteno in brez posledic izdajale. Knjiga je bila pač uspešnica in se je prodajala legalna ali nelegalna izdaja. V teku teh zadnjih 400 let je išlo več kot 70 izdaj. Prevedeno je bilo v več jezikov. Tako da knjiga je še danes zanimiva. Nas pa je zanimalo tudi, kdo je kupil te prve izdaje in kdo je bral te prve izdaje knjige. Glede na to, kar je ohranjenih izvodov, lahko iz teh lastniških vpisov in ex librisov sledimo prvim lastnikom. Ta prva izdaja je največ ohranjena in je največ lastnikov bilo državnikov, ambasadorjev, poslancev in pa pravnih svetovalcev, kar je razumljivo glede na to, da je bilo to v času 30-letne vojne. Naslednje izdaje so se pa ohranile predvsem v cerkvenih ustanovah in knjižnicah. Podpisani so razni cerkveni dostojanstveniki, teologi, tako pravoslavni kot katoliški. Ogromno izvodov je ohranjeno pri jezuitih, kar je sicer razumljivo, glede na to, da so imeli izobraževalno vlogo. Je pa mogoče malo fascinantno, da knjiga je bila 2 leti po izidu dodana na papežev indeks, na seznam prepovedanih knjig, pa vendar je ogromno teh knjig bilo v rokah katolikov. Mogoče še ena taka zanimivost iz teh ohranjenih knjig. Neverjetno veliko knjig je popisanih, imajo marginalije, se pravi opombe, pripise, kritike, in kar je sprožilo dodatne razprave in mogoče zaradi tega to mednarodno pravo bolj pravično, ker so bili udeleženi v pogovor različni dejavniki. No, potem, ko je tale knjiga tako postala uspešna in ko je umrl Maurice Oranski, se je skušal Grotius vrniti na Nizozemsko, vendar tam ni dolgo zdržal, če bi lahko temu tako rekli. Je pa se potem kmalu vrnil najprej v Hamburg in potem v Pariz, kjer je 1632 postal veleposlanik švedske kraljice, in to je bil čas 30-letne vojne, kjer so bili zelo zapleteni diplomatske razmere in tam je v bistvu on dokaj uspešno krmaril vse do svoje smrti 1645, ko ga je kraljica odpoklicala in je na poti domov doživel brodolom
Brodolom je sicer preživel, ampak hmalo po tistem, ko je izplaval iz morja, se je tako hudo prehladil, da se je umrl in danes je pač pokopan v Leidnu na Nizozemskem. Hvala obema za to zanimivo predstavitev. Ni veliko knjig, ki več stoletij zdržijo in ohranjajo aktualnost. Dr. Kerševan, sporočilo, da naravno pravo ob realnostih vsakokratne politike zaznamuje tako pravice posameznika, kot tudi razmere med državami, je pomembno vplivalo tudi na razvoj mednarodnega sodelovanja v današnjih pravnih okvirih. Tako se na podobnih temeljih tudi sodobno evropsko pravno pravo sooča z izzivi, kako prek nacionalnih meja odgovoriti na kompleksnost človekovih pravic in varstva javnega interesa evropskih držav na različnih upravnih področjih, med drugim tudi na področju prava migracij. Prosim, predstavite nam na kratko, s čim se sooča Vrhovno sodišče in kako se to navezuje na delo Huga Grotiusa. Ja, hvala lepa. Seveda je nekje treba začeti, lahko tudi 400 let nazaj, ampak bi vendarle želel v današnjem času poudariti, zakaj je zanimiva tema in seveda tudi delo Grotiusa še danes tudi v naši sodni praksi. Torej, ni tako odmaknjeno, kot se zdi, ne njegovo razmišljanje, ne logika, ne poudarki, ki jih je sprejel, čeprav ga v resnici ne citiramo neposredno v naših sodbah. Zdaj, lahko bi ga kdo označil za strica iz ozadja, ne, v nekem dobrem smislu besede, pa prav to, ne, kar je bilo danes že povedano, mogoče kaže najprej osvetliti. Čas, v katerem je živel in delal Grotius, je pravzaprav zelo podoben žal današnjemu času. Ne? Vojna v Evropi, begunci, vprašanje razmerij med državami, vprašanje razmerij med državami in ljudmi, ki potujejo, želijo delati, bežijo seveda pred terorjem vojne. In to seveda, kar je Grotius doživljal in se danes ponavlja, kaže tudi na to, da so njegove misli, ki jih je sprejel oziroma oblikoval tudi na področju prava, še danes lahko aktualne. Seveda v nekem nekoliko drugačnem kontekstu, ne, kajti vendarle je minilo toliko in toliko stolet in si upam trditi, da smo na nekih področjih vendarle napredovali. Po drugi strani pa je že branje ali pa poznavanje ne samo Grotiusa, ampak mnogih razprav, ki so seveda sledile njegovim delom, na nek način lahko tudi dobro za razumevanje ali zmanjševanje celo nekih konfliktov, ki se pojavljajo v današnji družbi, češ nič novega. Ne? To smo že vse videli in poznali. Zdaj, če grem na vprašanje, ne, ki je bilo predstavljeno, da bom o njem govoril, tudi vprašanje prava migracij v nekem zelo širokem smislu, je bilo to nekaj, kar se je pojavljalo tudi v Grotiusovem času in delih in seveda potem študijah kot vprašanje nekega konflikta med racionalnim nastopanjem držav v okviru mednarodnega prava, kaj je tisto, kar se bodo države dogovorile, da bo mogoče pri prehajanju meja, pri delu v drugih državah in podobno, in tem, kar je seveda Grotius takrat že poudarjal, naravnim pravom, torej nekim pravom, ki pripada posamezniku tudi v kontekstu seveda prava beguncev, prava azila, pri čemer se seveda poudarki in razumevanje njegovih del o tem lahko razlikuje, kaj so bili v tistem času res že njegovi sklepi in ali je res oče prava migracij ali prava azila ali ne, tukaj je bilo nekaj polemik, ampak ne glede na to, kar se kaže v njegovih delih, je tudi danes prisotno, tudi v sodni praksi, tudi v mehanizmih reševanja. Zakaj gre? Zdaj, če gremo najprej na pozitivno, ne? Od nastanka seveda teh del Grotiusa in ostalih je v teh stotinah let prišlo do združevanja Evrope. Mi imamo danes ne samo mednarodno pravno zvezo, ampak celo pravijo naddržavno zvezo držav članic Evropske unije, kjer smo nekatera od teh vprašanj notranje razrešili, kajti vsakdo od nas, ki živimo v Evropski uniji, lahko brez ovir, pravno varovano in seveda tudi ščiteno strani sodišč, dela, potuje, se izobražuje v drugih državah članicah Evrope.
Ta nabor držav seveda ni isti, kot bi lahko bil že geografsko, marsikatera država je zaenkrat še izven tega pravnega okvira, vendar se vanj vključuje. Seveda so to države Balkana, potem seveda nekatere države proti vzhodu, tudi Ukrajina, in bo to še dopolnjeno. Ampak vendarle imamo že neko jedro, kjer priznavamo pravico kot temeljno pravico, ki jo je danes komorkoli težko vzeti, ne da bi se seveda tudi sam počutil prizadetega in iskal pravico pred sodišči, da potuje in dela v drugih državah Evrope. Tudi te spore rešujejo sodišča, tudi rešuje slovensko upravno sodstvo in lahko rečemo, da tukaj velja relativno visok standard teh pravic. Kar je pomembno pri tem je tudi to, da smo izoblikovali mehanizme za skupno reševanje teh vprašanj. Tukaj ne gre več za neko pravo, ki bi se oblikovalo ločeno. Nismo več samo države, ki nastopajo kot neki akterji samostojne v tem prostoru na podlagi skupnega dogovarjanja, ampak obstajajo tudi skupna sodišča. Imamo dobro, seveda, hrbtenico varstva človekovih pravic na Evropskem sodišču za človekove pravice v Štrasburu, ki je sicer organ Sveta Evrope, če rečemo temu tako, o čemer bo seveda lahko več govora tudi kasneje, ampak ob tem imamo tudi izvedbeno zelo močno sodišče Evropske unije v Luksemburgu, ki skrbi za to, da se v partnerstvu za sodišče držav članic ta vprašanja skupaj razrešujejo. Mi več vprašanj prava Evropske unije, ki se nanaša seveda tudi na, zdaj govorimo o temu migracije v širšem smislu, ne rešujemo več sami, tudi ne smemo več rešiti sami. Ampak se moramo pri tem zgledovati, obračati na evropske institucije in na skupno prakso. To je nekaj, o čemer je Grocius morda lahko sanjal, ampak seveda v njegovih delih, čeprav obstajajo taki nastavki, nekateri celo pišejo utemeljeno, da se je za to zelo zavzemal, vendarle ni mogel pričakovati in tukaj smo ta razvoj, jaz mislim, res dobro izpeljali in prišli do nekih zelo koristnih rezultatov. Ob tem pa seveda tudi danes vlada zanimivo podobna napetost, kot se kaže v delih, ki so deloma Grociusa in tisti, ki so mu sledili, med vprašanjem, kaj je zdaj tisto naravno pravo, človekova pravica in kaj je pravica držav, suverenost držav na področju migracije. To je bilo pri njegovem času aktualno in je še danes. In se pojavlja seveda na političnem parketu, koga sprejeti kot begunca, koliko časa ga sprejemati, pod kakšnimi pogoji ga sprejemati. Je to neka stvar dogovora med državami, kdaj bo katera od teh zaprla meje, postavila še kakšno žico ali kaj podobnega, ali je to zdaj seveda hkrati pravno vprašanje, ki pa ni več zgolj torej v pristojnosti političnih organov, ampak tudi sodišč. Torej, ali so sodišča upravičena varovati pravice beguncev kot tiste človekove pravice ali pravice po naravnem pravu, kot bi rekel Grocius, tudi ali celo proti temu, kakršna politiko želijo voditi države. To je seveda nekaj, kjer se je tudi že marsikaj spremenilo. Tudi danes je nesporno že priznano, tudi v naši sodni praksi, da se te pravice varujejo, da imamo pravni okvir, na podlagi katerih jih varujejo sodišča učinkovito in skrbijo za to, da te pravice niso prizadete, da nihče ni izpostavljen nevarnosti za svoje življenje, izpostavljen mučenju in podobno. To so že postali civilizacijski dosežki. In kar je tudi pomembno, tudi v tem nismo več sami. Tudi te standarde oblikujemo skupaj z drugimi državami članicami Evropske unije in je tudi z vidika neke politike treba pravne okvirje reševati v skupnih gremijih, skupnem Evropskem parlamentu, Evropski komisiji, svetu ministrov, ne pa več zgolj individualno, da bi se vsaka država odločila tako, kot se je. Seveda tudi tu, in to je zanimivo, obstajajo, sem seveda v pripravi na okroglo mizo malo osvežil spomin, kako ne bi, in naletel na kar nekaj tekstov, tudi študije, zanimiva iz Univerze v Amsterdamu iz leta 2019, ko so
spet gledali, a je Grotius res zagovarjal neka odprta vrata, v tem smislu vsakdo lahko pribeži. Zanimivo delo. In je bil odgovor, ja ne, se tudi že on ni. Že on je rekel, da samo tisti, ki se bodo, da lahko pribežijo in jim uživajo pravice, varstva, samo tisti, ki se bodo držali pravil reda države, v katero bodo prišli. To je tudi pri nas poudarek. Tudi danes, tudi mi poznamo javni interes, ki ga je treba varovati in seveda ob vseh pravicah, ki jih imamo na področju migracij, so tu tudi meje, izzivi, varstvo javnega interesa, tveganja, ki se pojavijo, ki so prav tako legitimna in vse to seveda rešuje rešujejo pristojne institucije, ki sprejemajo pravila in potem sodišča v konkretnih primerih. In nekoliko lažje je, in s tem bom seveda tudi zdaj zaključil ta uvodni del, ko vidimo, da kljub težkim dilemam, čemu dati prednost, kako daleč priznavati neke pravice, kako daleč jih oblikovati in kako razreševati v praksi, nič od tega pravzaprav ni kaj bistveno novega. To smo imeli v času 30-letne vojne, kjer je seveda divjala po Evropi veliko časa in seveda zelo krvavo in upam, da manj kot danes. To smo imeli pri samem Grotiusu, kot je bilo predstavljeno, je bil zaprt, je bežal, bil begunec, znano tudi, da je uspel pobegniti s tem, ko se je skril v neko skrinjo. Torej, veliko nekih usod v tistem času je zelo podobnih tem, ki so danes. In to nas lahko miri ali pa skrbi, ampak vsekakor je prav, da se tega zavedamo. Tako da hvala lepa za priložnost za ta uvod, pa potem seveda še kaj v razpravi. Najlepša hvala, dr. Kerševan. Zanimivo vprašanje, po več stoletjih podobna, svet zelo drugačen in obilo izzivov za vse. Profesorica Sancin, povejte nam prosim več o razvoju mednarodno-pravne prepovedi uporabe sile od časa Grotiusa do danes in izzivih v praksi, o načelu humanosti v mednarodnem pravu skozi čas, o tem, ali pravo človekovih pravic velja tudi v situacijah oboroženih spopadov. Kakšna sta vloga in pomen Evropskega sodišča za človekove pravice pri naslavljanju situacije oboroženih spopadov, vključno z aktualnim oboroženim spopadom v Evropi ob agresiji Ruske federacije na Ukrajino? Izvolite. Najlepša hvala za povabilo. Pravzaprav mi je res v čast in veselje, da lahko danes sodelujem na tej okrogli mizi, ko govorimo o očetu znanosti modernega mednarodnega prava. Zelo sem vesela tudi, da je lahko Pravna fakulteta prispevala eno njegovih prvih izdaj tega pomembnega dela, o katerem smo danes že tako govorili in upam, si ga boste lahko ogledali potem tamle razstavljenega v vitrini. Mislim, da je pomembno začetek izpostaviti, da stvari se danes 400 stoletja kasneje še vedno ne odvijajo povsem drugače, kot so se tako v Evropi kot bolj globalno v svetu takrat, ko je živel in deloval Hugo Grotius. In zaradi tega tudi vse pravne pridobitve je treba skrbno varovati, namreč noben od teh procesov ni nepovraten. In to izpostavljam zaradi tega, ker Grotius, izhajajoč iz te naravno-pravne misli, kjer ima tudi vsaka volja, politična volja države določene omejitve, ki izhajajo iz nekih naravnih zakonov, zakonov človečnosti, razuma, omejitve tudi pri uporabi oborožene sile. Hugo Grotius je pravzaprav že na podlagi predhodnega dela Avguština pa Akvinskega tudi izhajal iz tega, da mora biti vsaka uporaba sile nek pravičen razlog, nek pravi namen, zakonodajno podlago in pravi, uporaba sile je dovoljena, če gre za samoobrambo, če gre za v bistvu odgovor na neko škodo, ki je nastala oziroma na neko protipravno ravnanje in to pravico imajo tako posamezniki kot države. Seveda je trajalo še precej časa, da je v mednarodnem pravu za
vladalo prepričanje, da si države ne morejo kar po prosti volji prilaščati recimo ozemelj ali pa kakšnih drugih dobrin z uporabo oborožene sile in pravzaprav nekako šele leta 1928 za tem pariškim paktom o odpovedi vojni kot sredstvo državne politike oziroma poznamo ga kot Brion-Kilogovem paktu, prvič pride do nekega dogovora med državami, da ne bodo uporabljale vojne za takšne namene. Vendar seveda še vedno zelo jasno je, da se omejujejo na to klasično pojmovanje vojne, kar pa ne izključuje vseh možnih situacij, kjer je pa morebiti vendarle treba uporabiti nekoliko sile, da dosežemo tisto, kar je v bistvenem državnem interesu. In zato je bila ta pomembna prelomnica, kjer pa res gremo še korak naprej, tudi v luči vseh razlogov, ki jih je zagovarjal tudi Grotius, dosežena šele za sprejemom ustanovne listine Združenih narodov leta 1945, kjer pa so snovalci namenoma uporabljali izraz prepoved uporabe sile. Namreč ne vojne, ampak sile. In s tem, seveda z razlago tudi iz drugih določb tega pomembnega dokumenta, ustanovne listine, ki rečemo tudi živa listina, zato ker se prilagaja potrebam sodobnega časa, razumemo, da gre za oboroženo silo, ki je torej prepovedana razen v samoobrambi ali pa če o njeni uporabi odloči Varnostni svet Organizacije Združenih narodov, ki so mu države zaupale to vlogo, da bo znal pravilno presoditi, kdaj je prišlo do situacije, ki jih Grotius omenja, ko neka država je povzročila tako škodo, da zahteva odgovor s silo oziroma eklatantno krši mednarodno pravo in jo samo silo možno pripeljati nazaj k njenemu zakonitemu ravnanju. Nažalost vidimo, da pravzaprav od te zelo dobre ideje, ki je zapisana v ustanovni listini, v praksi pogosto prihaja do raznih odmikov. Temu je bilo pravzaprav skozi celotno zgodovino obstoja Organizacije Združenih narodov tako v večji ali manjši meri in danes smo v nekih razmerah, kjer Varnostni svet, ko gre za vprašanja, ki se tičejo bistvenih interesov velesil, tako rekoč paraliziran. Predlogov za reformo Varnostnega sveta je mnogo, so različno inovativni, kako bi se dalo premostiti to oviro, ki izhaja iz veta stalnih članic Varnostnega sveta, teh je 5, poleg Ruske federacije in Kitajske, so tu še Združene države Amerike, Francija in Velika Britanija. In vidimo, da ko gre bodisi za oborožene konflikte na Bližnjem vzhodu, bodisi za situacije recimo v Aziji, ki so bliže eni od teh stalnih članic, ali pa kakšne afriške konflikte, kjer imajo zopet zelo močne interese, lahko kakšna od teh stalnih članic, enostavno Varnostni svet ni sposoben sprejeti odločitve, ki bi avtorizirala uporabo oborožene sile. To ne pomeni, da je uporaba oborožene sile nujno vedno najboljša rešitev, ker obstaja še mnogo drugih sredstev za poskusiti vzpostaviti spet mir in tukaj vemo, da je Grotius drugače kot recimo Hobbes zatrjeval, da je mir, ne vojna, neko naravno stanje človeštva in zato si tudi prizadeval v svojih delih izpostavljati, da si morajo seveda države prizadevati za mirno reševanje svojih sporov, da pravzaprav tukaj včasih pa, ko gre za te najhujše kršitve mednarodnega prava, ki rezultirajo tudi v najhujših kršitvah tako človekovih pravic kot mednarodnega humanitarnega prava, kot so to genocid, hudodelstva zoper človečnost, vojna hudodelstva, ki seveda tudi najbolj prizadanejo celotno človeško skupnost, naša Organizacija Združenih narodov nima pravih odgovorov.
In zato so se potem tudi v praksi pojavile različne ideje, od humanitarne intervencije do preventivne vojne, ki so jo zagovarjale nekatere od držav, ki pa v mednarodnem pravu niso dosegle statusa nove norme ali pa novega načela. Države to še vedno večinsko zavračajo, namreč zavedajo se, da je lahko zelo hitro takšna situacija predmet številnih zlorab. No in leta 2005 je uspelo na svetovnem vrhu, ki je potekal v New Yorku ob obeleževanju obletnice Združenih narodov, državam vendarle doseči konsenz in sprejeti zavezo k načelu odgovornosti zaščititi, ki je bilo zapisano potem tudi v sklepni dokument tega vrha, da bodo v primeru, da bo prebivalstvu grozilo katero ali več od teh grozodejstev, torej genocid, etnično čiščenje, vojna, hudodelstva zoper človečnosti, v primeru, da država sama ne bo poskrbela ustrezno za zaščito prebivalstva, s poudarkom na tej primarni odgovornosti držav, in se ne bo niti obrnila po pomoč k svojim, recimo, partnericam v mednarodni skupnosti, da bi te pomagale, morda s sredstvi, morda z dodatnimi silami in podobno, se pravi, ne želi niti sodelovati pri tej zaščiti, da bo potem mednarodna skupnost sama vstopila v to situacijo z ustreznim odzivom. Natančno v tem sklepnem dokumentu je zapisano, da bo Varnostni svet pravočasno in odločno se odzval, oziroma države skozi Varnostni svet na situacijo, ki grozi temu prebivalstvu za temi grozodejstvi. No, od leta 2005 dalje, ko je obstajalo neko upanje, da se bodo preprečile situacije, ki so pravzaprav vodile v sprejem odgovornosti zaščititi, torej zlasti genocid na območju naše nekdanje skupne države, se pravi, govorimo o genocidu v Srebrenici, o genocidu v Ruandi, tudi katastrofi predtem v recimo Kambodži, Somaliji so bile nemogoče razmere, da se to več ne bo ponavljalo. In tako kot ničkolikokrat, tudi takrat so vsi voditelji držav govorili nikoli več. Vendar vidimo danes, da kljub vsem tem zavedanjem, kljub vsem tem zavezam k načelom humanosti, k načelom v bistvu preventivnega delovanja, k načelom samoomejevanja, ko gre za zasledovanje teh nacionalnih interesov ali pa interesov, bomo rekli, teh velesil, še vedno prihaja do vseh teh hudih kršitev mednarodnega prava. In kakšni so odzivi na te situacije? Nepomembno, kljub temu, da, kot vemo, Hugo Grotius v svoji državi ni bil vedno zaželjen in je zato kot migrant prehajal meje različnih tedanjih tvorb. Vendarle se zdi, da dejstvo, da je sam izhajal iz države, ki vsaj v tem teritorialnem smislu ni bila velika država, pa tudi ne skozi čas potem neka globalna velesila, je vplivalo na razvoj njegove misli. Se pravi, če želimo imeti neko pravično mednarodno pravno ureditev do vseh njenih delov, se pravi tudi do, rečemo, manjših držav, potem mora ta mednarodna ureditev temeljiti na omejevanju nekontrolirane politične moči in na seveda dovolj jasnih, vnaprej predvidljivih pravnih pravilih, ki se jih bomo vsi držali in v katerih mora biti tudi mesto za to, kar se je potem kasneje razvilo v pravu človekovih pravic, torej za vlogo posameznika, ki je zaščiten v razmerju do državnih oblasti. No in tako je pravzaprav na pogorišču druge svetovne vojne potem prišlo do začetka ustanavljanja, in tu Evropa je prednjačila, institucij, kot so Svet Evrope in njegovem okviru Evropsko sodišče za človekove pravice. Pravzaprav letos obeležujemo 75. obletnico Evropske konvencije o človekovih pravicah in v njej že predvidena ta možnost, da torej lahko ne samo
posamezniki naslavljajo svoje vloge, v kateri zatrjujejo, da so jim kršene pravice na Evropsko sodišče za človekove pravice, ampak tudi države lahko sprožajo postopke proti drugim državam, če menijo, da te kršijo te temeljne civilizacijske norme, ki so bile zapisane v Evropsko konvencijo. In kaj je temeljna podstat Evropske konvencije? In seveda upajmo, tudi bo ostala temeljna podstat naše sodobne Evrope, demokracija, varstvo človekovih pravic, vladavina prava. In to niti slučajno ni samo po sebi umevno, da smo dosegli stanje, kjer je takšna situacija nepovratna, kar se vidijo v številnih procesih, ampak seveda tudi pri tem, kako so se razvile zadeve v Evropi, do mere, ko je ena od največjih seveda držav na svetu, ampak tudi v Evropi, Rusija, se odločila za nesporno, nezakonito uporabo oborožene sile proti svoji sosednji miroljubni državi. In to je seveda sprožilo potem tudi številne postopke pred različnimi mednarodnimi mehanizmi, od meddržavnega sodišča do seveda na naši regionalni ravni Evropskega sodišča za človekove pravice. In ena od odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, ki se mi zdijo zelo pomembno posebej izpostaviti, z dne 9. julija letos je odločitev Velikega senata v zadevi, ki sta jo sprožili Ukrajina in Nizozemska, torej domovina našega Huga Grotiusa, proti Ruski federaciji. Ta spor, bi lahko rekli, je v osnovi izhajal iz tiste sestrelitve letala in posledic, vendar je Evropsko sodišče, ki je pravzaprav edino svetovno sodišče, ki je do sedaj vsebinsko odločalo o dogajanju na območju tega oboroženega konflikta med Rusijo in Ukrajino, izkoristilo na nek način to priložnost, da se je opredelilo do širšega spektra ravnanj te države, ki je bila seveda v tistem času še članica in pogodbenica Evropske konvencije, v razmerju do ljudi prizadetih s posledicami tega konflikta. No in ta sodba, ki je izjemno obširna, je še ena potrditev, da je Evropska konvencija človekovih pravic prav tako kot ustanovna listina Združenih narodov, oba dokumenta utemeljena v osnovi na tej ideji, ki jo je zagovarjal Hugo Grotius, humanosti, človečnosti, živa listina. Živa listina, ki se prilagaja potrebam, razmeram sodobnega časa. In sodišče je tudi izrecno v tej sodbi povedalo, da je treba njene določbe razlagati tudi v duhu, v luči pravil in načel mednarodnega humanitarnega prava. In v tem kontekstu potrdilo to, kar je danes zelo široko sprejeto stališče med državami, zelo malo je takih, ki temu še oporekajo, da pravo človekovih pravic seveda velja tudi v času oboroženih spopadov. In zopet to izhaja iz te ideje, da ta moč, ta slapo, neki nebrzdani sili, nadzoru in uničenju, morda tudi sovražnika, posameznikov, ki podpirajo sovražnike, ni neomejena. Ni neomejena in čeprav je v mednarodnem pravu, vsaj po stališču meddržavnega sodišča v Hagu, v času oboroženih konfliktov mednarodno humanitarno pravo prevzame vlogo lex specialis v razmerju do prava človekovih pravic, so situacije, kjer je treba smiselno uporabiti tudi norme človekovih pravic, čeprav to vprašanje recimo urejajo tudi pravila humanitarnega prava. In to je zelo pomembno in kot rečeno, v tej sodbi se je sodišče opredelilo do številnih situacij in vprašanj, od temeljnega zaščita življenj do, če hočete, vprašanj identitete, varstva v bistvu te kulturne identitete posameznikov, ki je bila prizadeta z, naprimer, tudi preseljevanjem ukrajinskih otrok
v Rusko federacijo in njihovimi posvojitvami. In ta sodba se mi zdi izjemno pomembna, čeprav vemo, da po letu 2022, ko Ruska federacija ni več članica Sveta Evrope, ni zelo verjetno, da bo v svojem kontekstu temu namenila zelo veliko pozornosti, pa vendarle je neka usmeritev, ki kaže na dolžno ravnanje tudi v razmerju do drugih držav. Nažalost, konfliktov ni malo po svetu in sodbe sodišča so na nek način pogosto tudi neka usmeritev za delovanje po drugih koncih sveta, od Medameriškega sodišča za človekove pravice, seveda te vplivi so v obe smeri, Afriškega sodišča za človekove pravice, pravice ljudstev. Žal pa v Aziji nimamo nobene podobne institucije, ki bi lahko zagotavljala varstvo pravic posameznikov. In zato pač vemo, da še vedno je potreba po nadaljnjem razvoju mednarodnega prava, po skrbnem varovanju doseženega. Zdaj smo v fazi mednarodnega prava, ko ne upamo s ambicioznimi načrti predlagati sprejemanja številnih novih ureditev, ampak se bolj borimo za ohranjanje že doseženega, tista nekako zlata doba človekovih pravic, v kateri smo bili morda v času, ko je nastala tudi naša država, Slovenija, so morda zdaj nekako mimo, ampak vemo, da gre ponavadi vse v nekem cikličnem gibanju in zato je zdaj pomembno, da se varuje doseženo in seveda prišli bodo pa časi, ko bo treba narediti še korak naprej, saj kljub veljavni mednarodno-pravni ureditvi, kljub vsem načelom, ki izhajajo tudi z Grociusove misli, še vedno naše človeštvo je daleč od tega ideala humanosti, za katerega se je zavzemal Hugo Grotius. In še zadnja ta paralela, ki se mi zdi pomembna, rekla sem, Hugo je bil iz male države, njemu je bilo v interesu, da se sprejemajo pravila, ki omogočajo čim bolj enakopravno sodelovanje teh tako imenovanih malih držav in mislim, da je zato tudi za Slovenijo izjemnega pomena, da prepoznava mednarodno pravo kot izjemno pomembno, če ne morda najpomembnejše orodje za mednarodne odnose, zunanjo politiko, skratka svoje delovanje v mednarodni skupnosti. In jaz sem ponosna, da Slovenija, vsaj po mojem prepričanju, to tudi zelo dobro počne in je lahko za zgled marsikateri državi, kar je nenazadnje priznano tudi z številnimi že doseženimi prepoznavnimi članstvi v različnih organih in pa tudi spoštovanju, ki ga uživa v Strasbourgu. To lahko potrdim zdaj, da v času, ko je tudi Evropsko sodišče za človekove pravice na žalost tarča številnih poskusov spodkopavanja njegove vloge, avtoritete in podobno, je Slovenija v skupini držav, ki vztrajno podpira in priznava pomen te institucije in kontrira državam, ki skušajo zlasti zaradi migracij morda nekoliko omejiti možnost sodišča za razlago Evropske konvencije. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Sencinova, za ta nekoliko bolj oseben in zelo zanimiv pregled stanja. Se še vrnemo k aktualnim vprašanjem, so zlati časi človekovih pravic res mimo, ampak skočimo še za trenutek 400 let nazaj. Profesor Pavliha, zanima nas, kako je v začetku 17. stoletja, ko sta si svet večinoma delili tedanji velesili Španija in Portugalska, obetavni mladi pravnik Hugo Grotius po spletu okoliščin iz najetega zagovornika nizozemskih poslovnih in političnih interesov nehote postal oče mednarodnega prava in prava morja. Slednji mu je namenil posebno poglavje svoje širše ekspertize o naravnopravnih upravičenih nizozemske vzhodnoindijske družbe na ozemlju Malajskega polotoka in okolice, zlasti na podlagi starodavne pravice do svobodne plovbe in proste trgovine. Mare Liberum, Svobodno morje, je bil objavljen tudi kot samostojno delo in je vzporedno z nasprotno doktrino Mare Clausum,
skozi stoletja pripeljal do sodobnega mednarodnega kompromisa, ki ga uteleša Konvencija Združenih narodov o pravu morja UNCLOS iz leta 1982. Pa vas kot profesorja pomorskega prava vabim, da nam kaj več poveste o razvoju svobodnega morja. Prosim. Dober dan in prvo najlepša hvala Vrhovnemu sodišču in Centralni pravosodni knjižnici za prijazno povabilo na to zanimivo okroglo mizo, katerega sem se še posebej razveselil, ker imam zopet priložnost sodelovati z dolgoletno prijateljico, zdaj evropsko sodnico, profesorico Sancin in seveda prijateljem, vrhovnim sodnikom že nekaj časa, doktorjem Kerševanom. No, spoznal sem pa tudi gospod bibliotekarko in zgodovinarja, bibliotekarja iz knjižnice in seveda spiritus agens današnjega dogodka magistra Jašo Vrabca. Da ne bo izpadlo na začetku, da se sami seboj pogovarjamo v studiu, bi rad pozdravil tudi eminentno občinstvo na čelu s predsednikom Vrhovnega sodišča Mikijem Đorđevićem in seveda vsem ostalim. Zelo prijetno je biti v tej dvorani po toliko letih, ko se jo še spominjam iz časa pripravništva in ogrevanja za pravosodni izpit. Drugače pa bi začel z starorinskim reklom da mihi factum, dabo tibi jus, torej daj mi dejstva, pa ti bom dal pravo, kaj ti to morda še najbolj odslikava stanje v začetku 17. stoletja, ko se pojavi naš gospod Hugo de Groot. Namreč tisti čas je bil svet razdeljen na sila nepravičen, čuden način, še vedno na podlagi bule papeža Aleksandra VI., ki je bila potem tudi ovekovečena v posebnem sporazumu. Namreč tretjina sveta zahodno od Zelenoordskih otokov in Azorov je pripadala Španiji in vzhodni del, tretjina zopet, je pripadala Portugalski. Vključno s tako imenovano vzhodno Indijo, ki pa nima neke posebne povezave z današnjo Indijo, morda Šrilanka oziroma nekdani Ceylon, ki je v bližini, ampak šlo je za območje Filipinov, Malezije, Singapurja v tem delu, ki je bil pa seveda silno zanimiv zaradi različnih dobrin. No in v tem času vre v svetu, tako kot vaš čas, kot je rekla evropska sodnica Sancinova, v ciklih. Vre zaradi tega, ker je bilo vedno več držav, recimo Nizozemska, Švedska, Anglija, ki se mi je takšna razdelitev sveta zdela silno nepravična. No in 23. februarja 1603 v singapursko užino do ustja reke Johor priplujejo 3 ladje nizozemske vzhodnoindijske družbe, ki jih je vodil admiral Jakob van Heemskerck, verjetno bi Nizozemci še bolj zakašljali in zahrkali, ne znam te izgovorjave, lačni ulova, torej uradno in neuradno so lovili portugalske ladje, čeprav zaradi tega za takšne podvige niso imeli nobenega posebnega pooblastila, koncesije oziroma letter of marque, kot je to veljalo za gusarje. Torej, gusarji naj bi bili nekako državno pooblaščeni pirati. To bi bila mogoče še najbolj točna definicija. No in prenočijo v tem zalivu in glej ga zlomka v jutru 25. februarja istega leta 1603 v svoji neposredni bližini zagledajo krasno portugalsko karako. To so bile ladje, ki so bile narejene ravno v tem času oziroma še prej v času Kolumba za prekoceansko plovbo, spoznate pa jih po nadgrajeni krmi, torej od ozadaj izgleda kot neka hiša, pa tudi premcu, in premec ima potem še en tak poševen podaljšek, na katerega so se privezovali
privezovala različna jadra. Ta ladja je imela približno 1000 potnikov, se predstavljate za tisti čas, ne samo vojake, trgovce, ampak tudi otroke in žene. Imela je pa izjemno dragocen tovor, približno 1200 bal najžlahtnejše kitajske svile, potem mošus, dišave, seveda porcelan. Še danes ga imenujemo karaka porcelan, oziroma karak porcelan, rečejo Nizozemci, in to je bilo vrlemu admiralu kaj hitro jasno. Ladjo so napadli in jo tudi kaj hitro zavzeli, namreč obljubljeno je bilo celotni posadki in potnikom, da se jim ne bo nič zgodilo, če se predajo. To se je tudi zgodilo. Ladja je postala plen, odvlekli so jo nazaj v Nizozemsko, v Amsterdam, no in potem se je zgodilo to, kar se edino spodobi v pravu, namreč ladjo so kot vojni plen prijavili admiralskemu oziroma po naše pomorskemu sodišču, in pomorsko sodišče je tudi dalo javni razglas, ali kdo nasprotuje temu. In gledajte, dejansko so se našli neki delničari te nizozemske, vzhodnoindijske družbe, ki so nasprotovali. Rekli so, to se pa ne spodobi, takšno piratsko dejanje. To ni vojni plen, ampak piratstvo. In kaj je naredila nizozemska vzhodnoindijska družba? Spomnila se je na nadebudnega 20-letnega pravnika Huga de Grota, ki ga poznamo zdaj kot Grotiusa, ki naj bi bil celo po nekih virih, pa ne vem, če držijo, bratranec admirala. Torej, marsikaj zanimivega se je dogajalo, torej tega Jakoba van Heemsterka, torej očitno je bil Grotius že na samem začetku ne samo stric iz ozadja, ampak kar iz ospredja. Potem je moral zaradi spleta okoliščin oditi v ozadje, vsaj za nekaj časa. No in naročeno mi je bilo, da naj napiše kratko in jedrnato obrambo. Torej v prid Nizozemske oziroma nizozemske vzhodnoindijske družbe, da je v tem primeru šlo za čisto legalno zajetje ladje zaradi različnih razlogov, ki jih bom na kratko opisal kasneje. No in Grotius ni napisal zgolj pamfleta, kot ga eden od poročevalcev imenuje, ampak kar 500 strani dolg traktat, ki se je prvo imenoval De Indis, potem so ga preimenovali de jure prede, torej o pravo plena, vojnega plena. No in ta ekspertiza, lahko rečemo, ne učbenik, ampak ekspertiza je imela tudi 12. poglavje, številka popolnosti, 12 evropskih zvezdic, in prejle sem zagledal, da imam številko mikrofona 12, kako domiselno. 12. poglavje, ki se je imenovalo Mare Liberum, in je bilo potem prvo objavljeno kot neke vrste iztrgana celota, no to preostali del je bil pa objavljen mnogo kasneje. In česa se je lotil Grotius, da bi zagovarjal stališče nizozemske oziroma mimogrede ene od prvih, če ne prve delniške družbe. Ta vzhodnoindijska družba, nizozemska, kasneje je bila tudi angleška in tako s kratico VOC, naj bi bila ena od prvih delniških družb in seveda očitno zelo uspešna tudi v pomorstvu, z floto in z vsem, kar je pripadalo. Njegovo delo je sicer relativno kratko, pa ima vendar 13 poglavij in moram reči, da je to fascinantno branje. Kasneje bom tudi povedal, da ga imamo v slovenščini. Namreč Hugo Grotius je poleg tega, da je pravnik in kasneje diplomat, tudi politik, izjemen humanist. Torej, njegova razgledanost je osupljiva, star je bil 20 let, citira domala vse pomembne pravnike, filozofe,
tudi teološke mislice, tako iz rimsko-grške tradicije, kot tudi krščansko-judovske, od Cicerona do Plutarha, citira pesnike, recimo Vergilija, in neverjetno, kako potem vse to ukomponira v strokovno razpravo. Zato mi je še posebej blizu, ker tudi mene malo žgečka tako včasih mimo prava. No in najbolj preprosto povedano pa v ekspertizi zagovarja naslednje. Prvo, zagovarja svobodno plovbo in to s pomočjo naravnega prava. Ampak da to naravno pravo ne bi izpadlo pretirano božansko, kot to počnejo nekateri njegovi predhodniki, pravi takole. Narava je poskrbela za različno porazdelitev dobrin za vse ljudi. Poskrbela je za takšne in drugačne vetrove in zato narode sili v potovanja, v izmenjavo, da potujejo in med seboj trgujejo. Ampak predpogoj za takšno delovanje je seveda svobodna plovba. Zato si nihče ne sme in ne more prilastiti morja, kajti morje je ne samo res nullius, torej nikogaršna stvar, in tu zanimivo, kako spretno večkrat uporabi institute zasebnega prava, dodelane v rimskem pravu za mednarodno pravo. Še dan danes, ne nazadnje, pacta sunt servanda in lahko bi naštevali, ne vem, prepoved škodovanja ali neuporabe stvari tako, da škodujemo drugemu, ne, vse to je vzeto iz zasebnega prava in potem seveda tudi malo oplemeniteno. Vse to uporabi tudi tu, govori o res communis, res publike, potem se loti samega papeža, pravi, da je papeška donacija, na katero se seveda sklicuje Portugalska, tudi Španija, prazno bahanje. Pravi, da je naravno pravo pravo, ki ni vklesano v bronaste in kamnite plošče, ampak je vtisnjeno v človeške misli in srca. Kako poetično in večkrat to tako pove. Knjige nimam s seboj, ampak potem bi lahko ure in ure brali odlomke, ki so res tako sočni, tako prefinjeni in tudi izvrstno prevedeni v slovenščino. Potem trdi, da je seveda nemogoče takšno morsko javno dobro, kot bi danes rekli, a ne, Erik, nemogoče ga je priposestvovati, nemogoče ga je pridobiti za okupacijo, ker pripada vsem. Skratka, mislim, da je v 13 poglavjih s poudarkom na 5. poglavju, ki je tudi najdaljše, res dobro obranil interese nizozemske, vzhodnoindijske družbe. No in dejansko je to prvi tak celovit traktat, ki ga lahko z vso odgovornostjo imenujemo kot začetek tistega, kar imenujemo pravo morja oziroma pomorsko mednarodno pravo, kot je mogoče malo starejša terminologija ali v angleščini law of the sea. Res je, da se je njegovemu delu čez približno 30 letja pridružilo z druge strani prav nasprotno delo, ne mare liberum, ampak mare clausum, namreč angleški strokovnjak John Seldon je pa seveda trdil obratno, ne da morja in obale pripadajo vsem, ampak da si lahko vsaka obalna država pridrži toliko, kot zmore. Seveda Anglija se je v tistem času že razvijala kot močna trgovska mornarica. Zanimivo pa je, da je Angliji potem kasneje bolj odgovarjala doktrina Nizozemcev, mare liberum kot mare clausum, ampak v tistem času seveda je bila to neke vrste kontraargumentacija Grotiusu. No in oba pristopa pravzaprav naslednjih nekaj sto let oblikujeta razvoj mednarodnega prava oziroma, kot bi naši učitelji rekli, enega od objektov mednarodnega prava, torej pravo morja.
Da skrajšam, v 20. stoletju je bilo kar nekaj poskusov, da bi se končno ta napetost med enim pristopom, torej da si obalne države lahko prilastijo toliko, kot si lahko, kot zmorejo, in na drugi strani pač, da je more do vseh. Kar 3 konference Združenih narodov so se zvrstile od leta 58 pa 60, no do 3., ki je potekala skoraj 10 let in je obrodila znano konvencijo, lahko bi rekli kar Biblijo pomorskega mednarodnega prava ali prava morja, to je konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu oziroma UNCLOS, skratico leta 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea, ki ima dan danes, mislim, da kar 169 držav članic, žal med njimi ni Združenih držav, pa še kakšna manjka, ampak je ena najbolj uspešnih konvencij. No, in ta konvencija je kodifikacija, nadgradnja, da na eni strani države uživajo relativno ozko teritorijalno morje, 12 morskih milj, kar je sicer več kot tisti znameniti domet Topolske krogle, ki je znašal 3 morske milje. Morska milja je 1852 metrov, 12, ampak po drugi strani pa imajo pravico tiste, ki si to lahko privoščijo, kar do 200 morskih milj izključne ekonomske cone, pa epikontinentalni pas, pa seveda kar nekaj drugih pravic in dolžnosti. Ampak, kakorkoli pogledamo, je pravzaprav prvi splovil idejo in zelo dobre argumente ravno gospod Grocius, za kar mu moramo biti hvaležni. No in da sklenem, kot sem že bežno omenil, prevod njegovega dela Mare Liberum smo dobili leta 2011 tudi v slovenščini, in sicer pod okriljem Ministrstva za zunanje zadeve in Fakultete za družbeno vede. Urednik zbirke Mednarodno pravo je dr. Andraž Zidar, midva z Vasilko sva tudi člana uredniškega odbora in priporočam, zelo zanimivo branje, verjetno imate tudi v pravosodni knjižnici, in samo delo je opremljeno z spremno besedo, ki pa je pomembna z vidika naravnega prava, pa tudi humanizma doktorja Iztoka Simonidija. Toliko uvodoma in hvala lepa. Hvala lepa, dr. Pavliha, za to. Jaz bi začel razpravo z enim vprašanjem mogoče za vse. Pravila so dosti jasna, sodišča izrekajo sodbe, ampak spremeni se pa nekaj dosti. Vsak dan ob ogledu poročil opažamo to neke vrste razgradnjo mednarodnega prava. Pa me zanima vaše mnenje. Pred nekaj tedni smo bili na zelo zanimivem obisku v Hagu, tako na Mednarodnem kazenskem sodišču kot Meddržavnem sodišču. In generalni sekretar Meddržavnega sodišča je na vprašanje, kaj bo sodišče storilo, da se zoperstavi tovrstni razgradnji, nekako odgovoril, saj je zelo malo držav tistih, ki ne spoštuje naših odločitev. Veste, praviloma se jih držijo in če malo poenostavljeno povem, nam gre kar dobro. Ampak občutek v mednarodni javnosti je pa po moje ravno nasproten, da tako kot ste rekli, dr. Soncinova, da nekatere države mislijo, da ni pravično, tako kot je svet razdeljen in urejen, in si bodo vzeli to pravico. Kako lahko sodišča, mednarodne institucije in mogoče vsak posameznik v končni fazi prispeva k temu, da bi bilo mednarodno pravo spoštovano, da bi se vrnili v čas spoštovanja človekovih pravic, ali smo zdaj na neki poti ponovne vojne vseh proti vsem? Hvala za to vprašanje. Jaz se moram najprej strinjati z mislijo tajnika sodišča v Hagu, ki ni seveda nova. V resnici ne. Louis Hinkin je že zdavnaj povedal, da v resnici se večina držav drži večine pravil mednarodnega prava večino časa. In če bi pogledali čisto statistično, ker je danes mednarodno pravo tako široko dosegajoče v smislu, da imamo toliko pravil mednarodnega prava, ki urejajo
kakšna naša ravnanja, bi to statistično seveda lahko verjetno zlahka potrdili. Ne, recimo, kako letijo letala, kje smejo pristajati, kako plujejo ladje, kakšne so njihove obveznosti in podobno od vremena dalje in tako naprej. Se pravi, večina pravil se spoštuje. Res pa je, da so te temeljni postulati, kot je prepoved uporabe sile, zelo očitno kršeni v več primerih in to seveda je tudi nam danes z sodobnimi komunikacijskimi sredstvi pravzaprav ves čas pred očmi, da nas to seveda zelo resno skrbi. Skrbijo nas vse poteze posameznih držav, ki se zdi, si jemljajo pravico morda celo preurejanja kakšnih ozemeljskih ureditev in podobno, ampak na vse to pravo ima svoj odgovor. In pravzaprav zgodovina nam kaže, da če tudi traja lahko včasih zelo dolgo časa, zelo pogosto na koncu pride do tiste pravične rešitve spora ali pa neke situacije, kjer je prišlo do kakšne kršitve. Res pa je, da zaradi decentraliziranosti mednarodno-pravne ureditve mi nimamo na voljo nekih učinkovitih mehanizmov za enforcement, za v bistvu prisilo držav ali pa njihovih poglavitnih vodij, da bi jih lahko prisilili k spoštovanju mednarodnega prava. In to je problem. In tukaj je tudi Evropa nekje, bomo rekli, v prednosti, zato ker mi pa imamo v Evropi mehanizme, naprimer sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice se uresničujejo zelo dobro, v zelo veliki meri, tudi zato, ker imamo odbor ministrov Sveta Evrope, ki bdi nad njihovim uresničevanjem v dialogu seveda z posameznimi državami. V Evropski uniji imamo zopet zelo učinkovite, lahko tudi finančne sankcije v primeru nespoštovanja te pravne ureditve. Globalno pa nimamo takih mehanizmov in zato seveda včasih traja zelo dolgo časa, ampak na koncu pogosto pride tudi tu do vrnitve k spoštovanju mednarodnega prava. Recimo v evropskem kontekstu tudi smo imele evropske države svoje izzive in ne vem, če ste morda gledali film Z, oziroma grški film o dogodkih iz začetka 60. let v Grčiji, kjer pravzaprav zelo lepo pokaže probleme policijske države, probleme nadzora celotne družbe, vključno z delovanjem sodišč, poskusi vplivanja in podobno. Ampak kako v tem konkretnem filmu kaže to usodo sodnika, ki se upre temu sistemu, upošteva vse dokaze, do katerih se je lahko dokopal, ugotovi, kdo je bil za umorom takrat vodje opozicije in gibanja, ki ga je sprožil, in čeprav je zaradi tega doživel seveda določene disciplinske sankcije, pa pride v zgodovino kot tisti, ki se je postavil za pravičnost. In pravičnost je ena tudi osrednjih misli pravzaprav Grotiusovega delovanja. In kasneje skozi zgodovino seveda je šel potem v anale kot tisti borec za neodvisnost, nepristranskost sodišč, kar je še današnji temeljni postulat delovanja vseh teh sodišč. Tako da včasih traja zelo dolgo časa, so te obdobja večjega in manjšega spoštovanja, ampak večina držav, in to se vidi lepo tudi iz razprav v Generalni skupščini Združenih narodov, večina držav se zelo dobro zaveda pomen mednarodno-pravne ureditve, predvidljivosti, ki jo ponuja, stabilnosti odnosov, ki lahko iz tega izhajajo, so pa določene, bomo rekli, obdobja politike v posameznih državah, ki to skušajo seveda nekako prilagoditi svojim državnim interesom. In zato je zelo pomembno, kot sem že rekla, da se večina držav temu vztrajno upira in prizadeva za ohranjanje mehanizmov, ki lahko služijo temu, da
bomo rekli, sledimo temu idealu, ne, popolnega spoštovanja in pravičnosti. Seveda pa tega nikoli ne bomo v celoti dosegli, ker si težko predstavljam, da bi bile države pripravljene se odreči temu delu svoje suverenosti, da bi resnično prišlo do ustanovitve neke svetovne policije, ki bo skrbela za to, da bodo vse države spoštovale vsa pravila ves čas. Hvala, mogoče pa. Dr. Kerešova ali pa dr. Pavliha, izvolite. Ja, zdaj o vlogi sodišč, ne, pri zagotavljanju spoštovanja doseženega mednarodno pravno utemeljenega prava, pravic, je seveda kompleksna. Ampak jaz bom začel z enega drugega konca kot sodnik, pa da ne bo izgledalo nekoliko defetistično, ampak z nekim drugim poudarkom. Sodišče zanesljivo nismo tisti edini ali pa tudi ne glavni akter, ki bo zagotovil to, da bo pravo spoštovano. Ne mednarodno pravo, ne drugo pravo. Mi smo lahko vest. Ne? Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice ima zelo dobro to vlogo. Ne? Izda sodbo, lahko tudi nekaj let kasneje, ko predstavi od daleč, od zunaj, od zgoraj, lahko karkoli temu rečemo, nekaj je bilo narobe. Če pogledamo daleč skozi vse in preko vseh predpisov, nacionalnih, takih drugačnih paragrafov, no, če to zdaj malo tako zapeljem, vendarle je prišlo do neke kršitve, ki posega v tiste temelje dobrega in poštenega, ne, ki smo se ga zavezali spoštovati. Prav, kako potem doseči, da bo tak standard, to varstvo zagotovljeno? Ne prek sodnih postopkov. Če ne bodo ljudje spoštovali, predvsem pa državne institucije, mislim, predvsem tiste druge, ne, zakonodajne, izvršilne veje oblasti in nosilci, ne, teh pooblastil v družbi, če sami ne bodo spoštovali teh zavez, potem sodišča tukaj ne bodo mogla sama nadomeščati in odpravljati to pomanjkljivost. To isto velja za forum mednarodnega prava. Če se države ne bi držale svojih zavez in se zavedale, ne, kaj je kršitev, sprejemale to mednarodno pravo kot zavezujoče, potem ga ni sodišča, ki bi jih vse spravil v red. Samo če se bo večina držala tega, bodo seveda tisti drugi, ne, postali nekako nosilci tistih, ne vem, črnih pack, ali kaj se je včasih dalo, ne, kakšne tiste klobuke, ne, vi pa niste tisti, ki ravnate prav. In tudi Evropska unija sama, o čemer sem prej govoril, ne, temelji na tem, da se države članice in njihove institucije in državljani znotraj njih držijo pravil evropskega prava in seveda nacionalnega prava v zvezi s tem. Ne? Vemo tudi, ko smo mi vstopili v Evropsko unijo, so nas predvsem skeptično gledali v tem smislu, a boste dober del družine, a boste tudi vi, ne, imeli zapisano tako kot seveda Grotius v naravnem pravu, oni bolj so gledali v evropskem pravu, to zavest, ne, da ste člani neke skupnosti, kjer je treba se držati pravil, ne, v mislih in srcu, ali pa vas bomo, ne, šteli kot nekoga, ki bo, Italijani imajo lep izraz za to, rompiscatole pravijo, ne, znotraj te družine povzročil kršitve, nemir in tako dalje. In zdaj, da ne bom predolg, ker na to temo se jaz lahko zelo razgovorim, pa bi rad seveda vsekakor dal besedo profesor Pavlihi, ki bo nedvomno znal še marsikaj lepše povedati kot jaz. Ampak tudi znotraj Evropske unije se kaže, tudi v zadnjem času to, pa ni nujno, da kažemo ravno s prstom, saj poznamo primere, da, hvala Bogu, ne, ko se pojavi država, ki nasprotuje nekim pravilom, tudi prava migracij, človekovih pravic na tem področju, kar je danes, kot smo se prej pogovarjali, zelo aktualno, ostaja bolj kot neosamljena. Ne? Na njo se lahko celo pokaže s prstom, križem pogleda, seveda tudi obsodi pred kakšnim nacionalnim sodiščem, sodiščem Evropske unije, Evropskim sodiščem za človekove pravice, in dokler so to izjeme in vsi ostali živimo, ne, in delamo v zavesti spoštovanja človekovih pravic, humanitarnega prava doseženega, potem je upanje. Ne? Potem je tisto, za kar se je tudi Grotius prizadeval, lahko varovano. Ko bomo pa vsi začeli dvigovati roke in gledati stran, ne, po možnosti, no, zdaj še kazati na sodišče, no, zdaj pa, ne, se tisti, ki vam ni v redu, pojdite se pa pravdati, ne, pa sodišče bojo vse skupaj rešila, takrat bomo pa v resnih
težavah. Takrat pa mislim, da bo treba res razmisliti, ali smo se vrnili 400 let nazaj ali pa še kakšno leto več. Toliko. Pričemer sem optimist, kot rečeno, ne da bi zvenel, da smo na poti kakšnega poraza. Hvala. Ja, tudi jaz sem optimist s kančkom pesimizma, no, ampak kakorkoli že, ko prideš enkrat v zrela leta, potem ti kaj drugega ne obstane, ne? Če želiš kolikor toliko mirno preživeti, kar ti je še dano. Ampak takole si predstavljam, pa me popravite, če se motim. Zadnja leta se sprašujem, kaj je pravzaprav bistvo sleherne organizacije. Ali je to sodišče, ali je to država, ali je to mednarodna organizacija, ali je to cerkev, ali katerakoli združba. In ne morem drugače, kot da vedno odgovorim enako. To so ljudje. In ljudje smo povezani, hočemo ali nočemo, smo, o tem so razpravljali stoiki pred 2000 leti, daleč pred Hugom Grociusom in humanizmom, in za vse tiste, ki še vedno mislijo, da je to New Age ali kaj podobnega, naj preberejo temeljna dela kvantne fizike, ki to lepo dokazuje, kako smo vsi povezani z vsem in vsemi. In če je to tako, potem ni krivo mednarodno pravo ali Organizacija Združenih narodov ali Evropsko sodišče za človekove pravice ali kdorkoli v smislu pravne osebe za probleme, ki jih imamo, ampak ljudje. Ljudje, ki zasedajo pomembne funkcije. In potem naslednje vprašanje je, kaj pa narediti, da temu ne bo tako. In moj odgovor je, vsaj tako si predstavljam, v holistični vzgoji, v novem pristopu, ki pa ne bo tako nov. Samo obuditi je treba določene vrednote, o katerih je govoril že Hugo Grotius in o njih pisal. Dr. Simoniti recimo v svojem predgovoru omeni svetovni etos. Svetovni etos, projekt, ki ga je začel teolog Hans Küng, žal že pokojen, tudi profesor, ampak ne samo za umeren dialog med različnimi religijami, ampak tudi med ateisti, in je iskal skupne iztočnice, zopet ne samo vsem najpomembnejšim religijam na svetu, ampak tudi drugim filozofskim izročilom. In veste, kaj je med temi skupnimi iztočnicami? Seveda tudi mir, nenasilje, zlato pravilo. Zlato pravilo obstaja domala povsod. Hinduizmu, budizmu, krščanstvu, judaizmu, zoroastrizmu in tako naprej. Ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da on stori tebi. Ali pa v pozitivni obliki ravnaj z drugimi tako, kot bi ti želel, da ravnajo s tem. In če bomo vrnili na vse nivoje izobraževanja in vzgoje, poudarjam vzgoje, humanistične vrednote, več etike, več morale, več samorefleksije, si bom drznil reči tudi duhovne vzgoje. Logopedagogika pravi, da je treba po vzoru Viktorja Frankla človeka obravnavati v 3 dimenzijah: psihološki, fizični in tudi duhovni. Pa zopet pravim, ne me narobe razumeti, da zdaj promoviram, ne vem, prepletenost države s cerkvijo in tako naprej. Dalaj Lama je lepo rekel, kakšna je razlika med duhovnostjo in religijo. Rekel, to je takšna razlika kot med vodo in čajem. Religija je čaj. Jih imamo tudi na stotine, tisočere vrste, ampak niso nujni za preživetje. Voda je pa duhovnost in je nujna za preživetje. In duhovnost omogoča ta širši pogled. To bolečino, če otrok umre v Gazi ali v Ukrajini ali kdorkoli, kjerkoli na svetu, to zavedanje, zopet, da smo vsi povezani z vsem, da smo na nek posreden način odgovorni za vse. In če bo tega več, seveda bo minilo
10 let, 20, 30, da se bojo generacije zamenjale, potem bo mogoče nekoč tudi nekdo bolj ozaveščen in bolj etičen in bolj človeški na čelu, bom kar direktno rekel, Rusije, Palestine, Izraela predvsem, no, pa še katerekoli druge države, ZDA, ali na bistveno nižjih nivojih, ali na vrhovnih sodiščih, evropskih sodiščih, drugod, pa verjamem, da že so. Morda sem naiven, ampak kaj mi pa drugega še preostane kot to. In ena zadnje, če sem profesor, če sem pedagog, pravim tako študentom, vse tisto, kar moram storiti kot profesor ali pa učitelj, pravzaprav piše v učbenik. Celo večino sem jih sam napisal. Ne? Tisto, kar bi vas pa rad učil kot vzgojitelj, je pa mogoče za prisluhniti. Hvala, dr. Pavliha. Dr. Sancinova, ste želeli nekaj dodati? Samo to sem želela še dodati, da se mi zdi zelo primerno, da bi ob današnji priložnosti, ko razpravljamo o tem temeljnem delu o pravu vojne in miru, oziroma de jure belliat pacis, podali eno pobudo za njen prevod v slovenski jezik, ne? Tako kot je bilo prevedeno Svobodno morje. Mislim, da bi bilo to zelo pomembno, ker kot smo slišali, je bila knjiga velika uspešnica pred 400 leti in zagotovo je tudi danes še kako potrebna. Namreč pomembno se mi zdi, da te temeljni pravni okvir, v katerem deluje naša družba, približamo sleherniku. V smislu, da danes večina literature o mednarodnem pravu obstaja predvsem danes v angleščini, pa morda še katerem tujem jeziku, manj pa v številnih jezikih, ki jih govorijo narodi po celem svetu, in seveda to potem oddaljuje posameznika od zavedanja, kaj so tista skupna pravila, skupne norme, civilizacijske vrednote, katerim smo vsi zavezani, in zato se mi zdijo te prevodi v slovenščino zelo, zelo pomembni in morda je to lepa priložnost, da se začnemo ukvarjati tudi z enim takim projektom. Hvala za pobudo. Navdušeno podpiram to idejo. Spomnim se mojih študentskih let, ne vem, če je bilo, Vasilka, tudi pri tebi tako, pa Erik, ampak mi smo recimo mednarodno pravo študirali v srbo-hrvaščini. Andraši, Međunarodno pravo, debela knjiga, ki je že na prvi pogled delovala strašljivo, in potem nas je samo to zanimalo, kaj ne pride v poštev, da smo lahko prečrtali. Fantje smo imeli malo lažje delo, ker smo jezik obvladali iz vojske, dame ne vem kako, pa še drugi predmeti so bili, spomnim se politične ekonomije recimo. Danes je popolnoma drugače. Profesor Türk je napisal krasen učbenik Temelji mednarodnega prava, tudi na drugih področjih, in to je res izvrstna priložnost, da damo pobudo, morda kar v okviru zbirke Mednarodno pravo, že prej omenjenemu uredniku, doktorju Andražu Zidarju in seveda vsem ostalim sodelavcem, lahko bo se pa še midva angažirala v uredniškem odboru, mislim, s pobudo, ker verjetno prevajala ne bova. Hvala za pobudo. Približujemo se koncu. Bi mogoče izkoristil navezavo na to, kdo je bral Huga Grotiusa, kdo so bralci tovrstnih del. Gospa Vavtar, ko je knjiga išla na Slovenskem, kdo je bral to knjigo? Če iz ohranjenih knjižničnih katalogov in ohranjenih izvodov, ki jih imamo na Slovenskem, to niso vštete te knjige, ki so iz zasebne zbirke, ampak to, kar je javno, vidimo, da je bila v bistvu ista struktura bralcev kot v Evropi. Se pravi, pravniki, politični odločevalci in pa cerkveni dostojanstveniki. Prva izdaja, ki jo ohrani Narodna in univerzitetna knjižnica, če sledimo prvejenici, pridemo od licejske knjižnice do Avguštinskega samostana v Ljubljani. Potem naši dve knjigi, če sledimo izvoru, kdo je imel to knjigo v lasti, sta bila to, eno knjigo je imelo Nemško juridično društvo v Ljubljani, ki je delovalo, eno pa je imel profesor prava
dr. Janez Kopač, ki je v 19. stoletju poučeval cerkveno in rimsko pravo v Gradcu. Potem imamo pa še tudi na tej naši razstavi en izvod, ki pa mu sledimo do rodbine Auersperg. Tako da, ja, celotna struktura. Ja. Najlepša hvala. Mogoče sklepna misel, gospod Zemljič? Hotel sem še reči, en izvod še imamo iz Narodnega muzeja, ki ga imel tale znani pesnik Anastazijus Grün, ki je bil tudi Prešernov prijatelj in tudi v njegovi zbirki se je našla ena knjiga. Ne? Jaz hočem reči, da v bistvu Grotius je res, kot je bilo že večkrat rečeno, človek za vse čase. Samo od nas pa je odvisno, ali bomo to znali izkoristiti, ker prejšnji teden so imeli v eni skupnosti knjižničarjev Sejal eno debato, ker umetna inteligencija je nekomu dala ponudbo, da že obstaja prevod v srbo-hrvaščino. Po tej skupnosti smo iskali tale prevod, ampak na koncu smo gotovili, da to nažalost samo ena od teh bloden, ki jih ponuja umetna inteligenca. In tu gremo točno do tega, na koncu pridemo do ljudi, kar je že profesor Pavliha rekel, in ljudje smo tisti, ki bomo mogli izvajati pravo, brati pravo in tudi ohranjati za naslednje generacije. Najlepša hvala, pa če gremo po vrsti, mogoče sklepna misel vsem skupaj. Jaz se bom samo pridružil pobudi za prevod, kar je bilo pa povedano, nimam pa več kaj dodati, tako da hvala lepa. Jaz se spominjam samo ene misli od stoterih v delu Svobodno morje, ko pravi Grotius približno takole, pravi, prevečkrat pravniki želijo ugajati pomembnežem, namesto da bi se borili za pravičnost in pravo. In to se mi zdi res. V 17. stoletju ni čudno, da je bil skoraj da pod gilotino, oziroma takrat še ni obstajala, ne? Takrat je bila kar gola, britka sekera, ampak pa še nekaj bi rekel, ko se glih o knjigah pogovarjamo, ne vem, če je res, ampak bom vprašal gospoda Igorja in gospod Majo, da je menda res pobegnil v skrini za knjige. A to drži? Ker se mi zdi še posebej simbolično pomembno. Ja, Grotius je pač bil tudi veliki bralec knjig in ta njegova žena mu je non-stop prinašala knjige in je pač nekega leta izkoristila neko vaško veselico, ko so bili ti čuvaji malo manj pozorni in Hugo Grotius je bil na to pripravljen. Večkrat je treniral, se je pripravljal na pobeg v tej skrini, več ur preždel v zaporu. No in takrat, ko so bili tiste malo bolj lažje okoliščine, so pol v bistvu ječari sami Grotiusa ven odnesli iz ječe z tega gradu Löwenstein, ki je v bistvu na reki Ren, do tistega točke, kjer je potem lahko pobegnil v Francijo. Ne? Izjemno zanimivo, hvala. Dr. Sancinova, naj vam pripade zadnja misel okrogle mize. Moja zadnja misel morda je samo to, da če ne bi imeli vseh teh mednarodnih institucij, bi jih morali zdaj nujno ustanoviti. Ne? Se pravi, to ni nekaj, do česar smo prišli zlahka in zato tudi v skladu z temeljno mislijo Grotiusa, ne? Da mora človeške odnose voditi pravičnost, humanost, ne? Vera v to naravno pravo in ne religija ali pa politična moč. In to je tisto bistvo, ne, za katerega se zauzemajo pravzaprav tudi vse te naše globalne, pa tudi predvsem evropske pridobitve, kristalizirane v naših institucijah. Najlepša hvala vsem gostom za vaš prispevek. Naj končamo okroglo mizo s tem upanjem v to, da bo cikel varstva človekovih pravic, humanosti zanihal ponovno navzgor. Z optimizmom zremo naprej. Hvala za pozornost in lep pozdrav. Nasvidenje.